Evropski Maribor že dolgo več ne. Več kot 8000 navijačev si je ogledalo povratno tekmo prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo med Mariborom in Botevom. Bravo Maribor, lahko bi rekli evropsko. Takšno je bilo tudi vzdušje v Ljudskem vrtu, kamor je prišlo še 500 vročekrvnih navijačev bolgarskih pokalnih prvakov. Toda evropskih večerov bo bržčas to poletje pod Kalvarijo žal malo. Za tolažbo saj še eden, če bo prišlo do presenetljivega preobrata, morda še kakšen, za jesen v Evropi, prvo po 7 letih, bi se moral zgoditi čudež. Predstava vijoličastih na zelenici na prvih 2 tekmah v sezoni pač ni bila na nivoju mednarodnih klubskih tekmovanj, zato so Mariborčani kar sami znižali svoje cilje. Pred sezono so govorili o vsaj 8 evropskih tekmah, zdaj pravijo, da si ob osredotočanju na državno prvenstvo v Evropi želijo čim dlje. Prvi polčas povratne tekme je dal upanje, da lahko Maribor preskoči premagljiv Botev, toda nekaj trenutkov slabosti v drugem delu je razkrilo težave 16-kratnih državnih prvakov. Kar presenetljivo je trener Ante Šimundža po tekmi govoril o tem, da potrebuje okrepitve. Prepozno je opozoril na to. Je iskal alibi za neuspeh? Morda. Toda na pomanjkanje kvalitete v kadru trenerji Maribora opozarjajo iz poletja v poletje. Rožman, Karanović, Krznar, Šimundža. Skupni imenovalec vseh pa je športni direktor Marko Šuler. Ta je ob koncu prejšnje sezone napovedal več, kot se je v zadnjih tednih zgodilo, zdaj pa trdi, da je najbolj pomembno, da je klub ohranil ogrodje ekipe. A hitro smo dobili odgovor, da to pač ni dovolj za Evropo in da bi ostrejšo konkurenco Maribor potreboval na več igralnih mestih. V obrambi, ki peša proti močnejšim ekipam, v zvezni vrsti, kjer ni na voljo defenzivnega vezista in kjer veliko sloni na veteranih Iličiću in Sodanju, v napadu, kjer, kaj bi naštevali. Že nekaj tednov se čaka na poteze. Če hočete pomoč potencialnih turških partnerjev kluba, toda formalno ti še niso v NK Maribor. Njihovo neformalno sodelovanje z vijoličastimi pa še ni prineslo nič konkretnega. In Maribor tako rezultatsko še naprej pada v slovensko povprečje. Osredotočamo se na državno prvenstvo, je bilo slišati na Mladinski 29 po grenki izkušnji proti Bolgarom. Z nadaljevanjem vzorca zadnjih let bo moral aktualen ustroj Maribora narediti kaj več in predvsem drugače, da bo tudi ligaška lovorika dosegljiva. Medtem ko najtrofejnejši slovenski klub niža svoje apetite, skrbi tudi, da postajajo do rezultatskih neuspehov apatični še navijači. Da ne bodo jokali za Evropo, so pred leti sporočali pristaši vijoličastih. Bodo sprejeli, da je Maribor z izjemo obiska na stadionih pač povprečen slovenski klub?